Predno sem prišel na tečaj Leader in Flow, sem se kot direktor fintech startupa MBIS srečeval s situacijami, kako usklajevati energijo v ekipi, ki je fintech in dinamična in startup, z energijo korporacije Petrola, ki je naš 100-odstotni lastnik. In ob vseh spremembah in turbulencah in izzivih, ki smo jih bili v zadnjem času deležni s korono, sem iskal odgovore, kako najti ta pravi način držati energijo v ekipi, hkrati pa odgovarjati na potrebe lastnika. Osebno sem zelo vesel, da sem se srečal s programom Romana Pavloviča Leader in Flow, ker na enem mestu združuje vse možne nam znane tehnike, orodja in metode, ki jih lahko po posameznih situacijah preizkusiš in potem tudi uporabiš. Predtem sem bil v različnih združenjih, od kadrovskih do podobnih, in izkusil sem, da se v takih združenjih vedno samo neke, bom rekel, trendsetterje obravnava, vendar od tam naprej si sam sebe prepuščen, kako boš s takim trendsetterjem se srečeval v svoji organizaciji, koliko ga boš uporabljal kot vodja. V Leader in Flowu mi je bilo pa všeč, ker je bil v skoncentriranem tečaju po nekem logičnem zaporedju z neko rdečo nitjo, ne samo teoretičen del, praktičen del, hkrati pa tudi veliko nekih nalog, ki smo jih lahko v poslovnem okolju sodelavci in poslovnimi partnerji in lastniki izprobali. Največja dodana vrednost je v tem, da predtem sem zaradi velike te dinamike in hkrati sem v zasebnem življenju tudi poročen, oče 2 otrok in tudi lastnik psa, ki ima 1,5 leta, in usklajevanje vseh teh aktivnosti ob vseh obveznostih v službi je velikokrat me izčrpalo, bil sem utrujen, hkrati so bili pa pritiski v službi vse večji. In kar sem iz Leader in Flowa potegnil, je ravno to, da sem začel na nek sistematičen način opazovati svoje ne samo zdravje, ne samo rutine. Hkrati sem začel prepoznavati svoje slepe pege tako iz ravnanja, vedenja, kot tudi iz vodenja do sodelavcev, delegiranja nalog in selekcioniranja prioritet. Sam program Leader in Flow je več kot program, je v bistvu gibanje, kjer se posamezniki z občutkom, da je vodenje zelo pomembno in da smo odgovorni za svoje sodelavce in da želimo v svetu narediti nekaj več in dati družbi nekaj več, združujemo in drug drugemu pomagamo, ko pride do kakih situacij, in se tudi redno potem srečujemo po končanem zaključku, bolj kot nek prijateljski krog, in znova odkrivamo, katera od tehnik, metod in orodij je bila pri komu bolj uspešna, katero je na kak drugačen način kdo implementiral, in še kaj novega izvemo. In se imamo seveda super. Program Leader in Flow bi priporočil vsem mladim, ki iščejo odgovore, kako postati ne samo boljši delavec, sodelavec, ampak tudi boljši lider. Mislim, da v Sloveniji ne obstaja ustrezen program voditeljstva, ki bi mladim omogočal tak širok pogled in hkrati tudi z nekimi praktičnimi pristopi generiral kompetence, ki jih korporacije in podjetja in startupi danes potrebujemo za boljši jutri.